na tem sestanku nista problematizirala smiselnosti preiskovalne komisije in pa izvedenskih mnenj, tudi če bi jih bilo več. Pač pa jih zanima predvsem to, ali se je član konkurenčnega podjetja seznanil z vsebino, ki so jo oni označili za poslovno skrivnost. To je ključno vprašanje, ki jih zanima in na to vprašanje zahtevajo in terjajo odgovore. Od vse to lahko rečemo, da gospod Cvikl, ki se iz izjavo zapleta in se je zapletel že tako močno, da se bo težko rešil. Svojimi nepremišljenimi dejanji škoduje, po mojem mnenju, ugledu Državnega zbora, posledično tudi vsem podjetjem, ki sodelujejo pri izdelavi oklepnikov 8x8. Tu mislim predvsem na podjetje Rotis, ampak za Rotis bi še nekako razumel. Vendar, da pa želi kot poslanec Socialnih demokratov škodovati Gorenju in bodoči Savinjsko-Šaleški Ukrajini, pa je po mojem nerazumljivo in kaže na njegov odnos do pač lastnega okolja. Ker vse te izjave, vso to blamažo, ki se nam kaže, ni zakrivila preiskovalna komisija kot takšna v kompletni sestavi, pač pa je to delo posameznika. Hvala lepa. Denis Sarkič-Vest, jaz bi imel eno vprašanje. Se vam zdi, da je posel 8x8 dovolj transparenten, da se ga ne splača preiskovati? Vi sami ste rekli, da je to delo posameznika. Zakaj ste potem sploh še v tej komisiji? Ne, jaz mislim, da je prav, da se ta posel preišče. Sam trdim, da glede na to, da smo zdaj na nek način na polovici zaslišanj prič, je težko potrditi sum, enako težko ga je tudi ovreči. Jaz pričakujem na podlagi vseh teh pričanj, ki bodo v prihodnje, da si bomo pač ustvarili neko sliko, ki bo na koncu dala rezultat. Zdaj, ali bo rezultat pozitiven ali negativen, je pa ta trenutek še prezgodaj več. Zakaj ste sploh še v tej komisiji, če pravite, da je to delo posameznika, vse to, kar se dogaja gospoda Cvikla? Ne, jaz ne trdim, da je to delo samo posameznika, ne? Ampak glede na to, da je bilo imenovanje gospoda Prebila na nek način izsiljeno, kljub temu, da to omogoča poslovnik, se mi zdi, da morajo pač odgovornost za to prevzeti tisti, ki so to naredili. Sam se s njegovim imenovanjem nisem strinjal. A se vam zdi upravičeno, da se pri javnih naročilih oziroma pri plačilih iz proračunskega denarja pojavljajo poslovne skrivnosti? Poglejte, zakonodaja, slovenska zakonodaja, torej Zakon o gospodarskih družbah v svojem 39. in 40. členu jasno govori, da lahko opredeliš kot poslovno skrivnost. In to je to. Ampak recimo, zakaj ne, recimo v primeru opremljanja bolnišnic ni težava, da se zveze vsak del ponudbi, koliko stane, v primeru Patrije pa je to težava. A se vam zdi primerno, da bi se o nakupu, o oboroževanju vseh držav govorilo javno? Ne, mislim, da se da smešati tukaj pač vojaška skrivnost pa poslovna skrivnost, če stanejo pa poslovna skrivnost. Ali je upravičeno, da se poslovna skrivnost pojavlja pri plačilih iz proračuna? Glede, poslovna skrivnost, jaz po teh zaslišanjih, ki smo jih opravili na tej komisiji, ko smo zaslišali pravzaprav direktorja podjetja Rotis, ki je jasno povedal, da bo podjetje Patrija konkuriralo še na marsikaterem razpisu, ker sta pravzaprav samo dva dobavitelja te opreme. Eno je General Dynamics, ki ima pod sabo še potem Steyr in naprej sistemsko tehniko. Na drugi strani je pa Patrija, in povsod se bosta pojavili ravno ta dva podjetja. In zdi se mi logično, da se končna cena in vsi ti parametri, tehnične rešitve ohranijo kot neka poslovna skrivnost. V mojem mnenju je to povsem pravilno. Izvolite. Hvala lepa. Dajmo, če lahko, Rok Ratnik iz Dnevnika. Že takrat, ko so kupovali na obrambnem ministrstvu Baruk,
se pravi vozila, za katere danes vemo, da so bila z njimi številni problemi, smo poskušali priti do podatkov, do katerih nismo morali priti, ker so bili tudi označeni takrat, ne, kot tajnost. Danes je podobno. Takrat je bila vaša stranka v opoziciji, danes ni v opoziciji. Če primerjamo ta dva posla in če primerjamo, če upoštevamo, kakšne težave so se zgodile pri Golukih, ali ste prepričani, da je tudi v tem primeru utemeljeno, recimo, da se skriva število oklepnikov z topovi, število minometi in tako naprej. Kako je to lahko poslovna skrivnost, sploh tega ne razumem. In pa, glede na izkušnje z Golukom, ali menite, da je res potrebno tudi pri tem nakupu skrivati te podatke? Poglejte, kako je bilo pri nakupu oziroma pri izdelavi 6x6, ne? Takrat sam pač nisem bil v državnem zboru in se nisem bil seznanjen s temi zadevami. Lahko pa rečem, da je posel 8x8 po vseh teh indicih, ki jih zdaj imam, oziroma po vseh teh zaslišanjih, pogovorih, se mi zdi, da je transparenten. In sam menim, da zakon pač omogoča to poslovno skrivnost ali pa vojaško skrivnost. In jaz se sam v tem pač ne vidim problema. Ne? A veste, člani parlamentarne komisije smo se seznanili z vsemi temi podatki, o katerih vi govorite. Ne? Torej, jaz sem prepričan, ne, da je ta nakup, imam neko svoje mnenje o tem. Ne? Težko, prekmalu je, da bi še govoril o končnih o svojem končnem mnenju, vendar pa vse kaže na to, da je bil ta nakup kljub samo transparenten. Ampak poglejte, ta nakup je bil upravljen z denarjem, ki ga plačujejo ljudje, torej tudi volivci vaše stranke in vseh ostalih. Ne razumem, zakaj, če CIG lahko dokaže, vi pa ravno tako lahko dokažete, da je bil transparenten, zakaj iz tistega papirja enostavno se ne pomakne oznaka interno in bi to enostavno pogledali. Ker oznaka interno ne pomeni neke hude tajnosti, ne? To pomeni, da ni ogrožena nacionalna varnost. Tudi sam sem bil sopodpisnik oziroma sem glasoval za to, da Ministrstvo za obrambo prouči možnost, da se umakne ta stopnja zaupnosti iz tega dokumenta. To je bila soglasna odločitev vseh članov komisije. Kakšen je odgovor? Sam ga še nisem prejel, ampak po medijih sem pa zasledil, da se je pač Ministrstvo za obrambo odločilo, da tega ne bo storilo. Zakaj ne? To morate vprašati pač ministra za obrambo. Jaz sem vsekakor za to, da bi si dali številke na mizo in se pogledali. Sprav ste za to, da se dajo številke na mizo, ampak težava pa je, če pride pa strokovnjak do te številke. Ne, pogledajte, zdaj se pogovarjamo o drugih zadevah. Ne? Noben problem ni o tem, da smo se mi seznanili z vsemi temi podatki. Mi, člani parlamentarne komisije. Noben problem ni, če bi se izvedenec, katerikoli, ki ni povezan s konkurenčnim podjetjem, seznanil s temi podatki. Nobenega problema. Jaz bi rekel, da je to normalen proces pri neki preiskovalni komisiji. Ne? Vendar, ta izvedenec, ki je to pregledoval, je sporen zaradi drugih stvari, zaradi tistega, o čemer sem prej govoril. No, če bi vse zadeve javne, potem tudi ne bi bil ta izvedenec verjetno več sporen. Če bi bilo javno, jasno, ampak na to vprašanje morate nasloviti na ministra.